Študijo o volni sem začela pisati nekje leta 2017 in je v enem letu bila končana in je potem šla skozi običajni proces in je šla knjiga ob koncu nekje 2019. Knjigo boste videli in posebej opozarjam na izjemen dizajn Samire Kentrić, ki je že drugič ali pa tretjič sodelovala z mano in je odlično opravila svoje delo, duhovito, zanimivo. In ona zmeraj na tem zunanjem delu knjige ima neko naracijo, neko zgodbo, ki se izjemno dobro ujema s tem, kar je v knjigi. Torej, zakaj me je zanimala knjiga? Zanimala me je predvsem zaradi tega, kar predstavlja materijo, ki je med živim in mrtvim. Namreč zahteva živo žival, in zahteva na drugi strani možnosti uporabe, ki so potem z mrtvo materijo, z nitkami. In pa tisto, kar me je posebej fasciniralo, je, da je to pravzaprav prvi velika revolucija v razvoju človeštva in zgodnjega človeka, kar pravzaprav omogoča ingeniozno uporabo živali, ne da bi žival umrla. Seveda obenem pa to ovca je pa za sir in mleko, za mleko in sir, in pa je ta dvojna uporaba dokaz neke ingenioznosti zgodnjega človeka. Ampak tisto, kar je veliko bolj pomembno, je pa res, da je to revolucija v mobilnosti, v možnosti izhoda po različnem vremenu, pravzaprav idealna za Evropo, ampak tudi idealna za tropski kraj, ker volna je odličen izolator. Občasno tudi bolj komod kot denimo neka bolj lahka materija, nek lahek tekstil. Tisto, kar me je posebej fasciniralo, je, kako je nekaj kratkih stoletij pozneje, ker naša zgodovina je kratka, že spet volna bila ključna v revoluciji, ki je spremenila naš svet, to je industrijska revolucija. Pravzaprav se je celotna industrijska revolucija dogaja okrog volne in okrog nove uporabe, hitrejše uporabe volne za človeška oblačila. Torej, ta revolucionarna vloga volne je bila prva, potem je pa izjemno zanimiv odnos volne in telesa in seveda odnos volne, ki je pač prevzeta za živega organizma, in na drugi strani pač usnje oziroma krzno. In tu je tudi ogromna razlika, ki posebej jasno očrtaš smrt in življenje. Torej, lotila sem se te teme s stališča zgodovinske antropologije, ki je nekako moja disciplina, in sem probala videti, katere bi to veje discipline antropologije, zgodovinske antropologije in obenem tudi antropologije vsakdana, lahko bile povezane z volno. In sem našla dve. Eno je antropologija komoditet, torej predmetov, uporabe in proizvajanja predmetov, ki so ne samo koristni za človeka, ampak tudi nujni v pomenu njegovih potreb za, če hočete, luksuzom, toplino, tistim majhnim ekstra, ki je potrebno v življenju. In drugo je bila antropologija dizajna, oziroma iskanje oblikov, ki so najbolj adaptirani in potem pa tudi recimo najbolj prijetni za oko, najlepši, najbolj simpatični za uporabo, ki je tudi oblikovala vse, kar se tiče volne. In seveda volna se je globoko vpisala v mitologijo oziroma miturgijo, kako to jaz imenujem, in je dala ogromno različnih naracij, kjer se posebej izpostavila vloga volne, telesa in ženske. In je to v veliki meri usklajeno s tem, da so volno v zgodovini, pa tudi danes v določenih delih sveta, volno delajo, izdelujejo v celotnem procesu ženske in otroci. Torej, ženske in otroci so tisti, katerih delo se prepozna v volni. In seveda tukaj pridemo tudi do eksploatacije in do drugih fenomenov, družbenih sprememb, ki so označile drugo revolucijo, o kateri govorim, industrijsko revolucijo.
Na samem začetku pa seveda ne moremo ugotoviti, kdaj je zgodnji človek odkril prednosti volne oziroma sploh to tehnološko možnost uporabe ovce. Tega ne moremo določiti, ampak na drugi strani pa se lahko občudujemo to ingenioznost te ideje in kako se je ta ideja razvila skozi pletenje in tkanje, skozi različne uporabe in seveda če hočete, ves še bagaž miturgije, zgodb in dogodkov, ki sežejo do kozmetike in do današnjih kompjuterov, boste videli kako. Torej, če vzamemo volno v tem ključnem življenje smrt pomenu, verjetno je najbolj ilustrativna zgodba o Odiseju in Penelopi, kakor jo beremo v Homerjevi Odiseji. Imamo dva primera uporabe volne. Odisej uporablja krzno ubite živali in žive živali pravzaprav na enak način. Kar se tiče Penelope, ona pa uporablja volno in tkanje. Oba uporabljata to materijo, ta material, da bi prevarila svoje sovražnike. Odisej s pomočjo ovce in krzna prevari Polifema, Kiklopa, ki ga hoče ubiti. Penelopa na svoji strani pa precej časa uspe prevariti snubce, ki se želijo pravzaprav ne samo nje, ampak tudi njenega posestva, njenega položaja kraljice, ki zamenjuje odsotnega kralja, in to s pomočjo tkanja. Kako to Odisej naredi? Odisej je Kiklop Polifem ujel v jami, v svoji jami, skupaj z njegovimi mornarji, nekatere je že ubil, in v situaciji, ko je treba nekako priti ven iz te jame, se Odisej spomni in napije Polifema. Polifem je divje bitje, on ne pije vina in ne zna piti vina, on pije mleko. In seveda takoj opije in zaspi in potem Odisej uniči njegovo oko, Polifem ostane slep in Odisej in njegovi prijatelji se pridejo ven, tako da se vsak utvrdi pod ovco, drži se za krzno in na ta način Polifem, ki je slep, vidi samo oziroma občuti samo hrbet ovce, ne pa tisto, kar je spodaj. Odisej pa in njegovi prijatelji so pa spodaj in na ta način gredo ven in so rešeni. Kar se Penelope tiče, je zadeva malce bolj komplicirana. Penelopa prevari snubce tako, da obeta, da se bo poročila z enim od iste skupine, takoj, ko konča pogrebni pokrov za Odisejevega očeta, ki je še živ, torej ona mora to končati, preden on umre. In je prvi trik v tem, da volna po verovanjih, ki ne vemo kako, ampak je ostala, volna ne sme v grob kot pogrebna tkanina v mnogih kulturah, recimo v judovski kulturi še danes. Mrtvec mora biti v laneni tkanini, nikakor ne v lanu, nikakor ne v volni. Torej, ta tabu volne je zelo pomemben in očitno snubci nimajo pojma o tem, to je ženska kultura. Torej, Penelope iz lakoto prevari in potem vsak dan pač sedi in opravlja svoje delo, po noči pa razpara tisto, kar je naredila, tako da nikako tkanje nikako ne napreduje. In pa ni tistega dneva, ko bo ona odločila, katerega snubca. In jih tako drži pravzaprav precej časa in ne odloča, ne določa, katerega bo vzela. In ta njena prevara je prevara ženske kulture, ki pozna tabuje, ki točno ve, kaj dela. Tako da ta njena laž pravzaprav drži nejasno situacijo in pravzaprav pomeni, da pridobi čas, v katerem bo morda Odisej prišel. In Odisej v določenem času tudi pride. Ampak Penelopa, ki je izjemno inteligentna,
Ko se sreča z Odisejem in ko dobi nekaj dokazov, da je to on, še zmeraj ima svoje vprašanja. Tako da cela serija vprašanj, prava detektivska vprašanja in končno priznaje, da je to on, ampak to je druga zgodba. Vsekakor vidimo v tej zgodbi o krznu, ki prinaša rešitev, in o tkanju, ki prinaša rešitev, postavlja zelo jasno razliko življenje, smrt. Kvaliteta živega telesa in uporaba volne. In seveda v tej pametni igri, ki jo izvajata Odisej in Penelopa, prvič se vidi neka, če hočete, neko soglasje moškega in ženske, ki sta v tem trenutku ločena, ampak se odlično razumeta in uporabljata pravzaprav iste strategije, iste tehnike, iste trike, ki zahtevajo visoko inteligenco. Zaradi tega je ta zgodba tako zanimiva, ampak obenem nam kaže zelo jasno, kam gre volna, kako bo, če hočete, v miturgiji, kako se bo razvila. In tisto, kar je posebej zanimivo, miturgija volne je pa res globoko povezana z znanjem in z življenjem. 3 mojre so, neka bitja, ne posebej benevolentna, bi rekli, ki odrejajo 3 ženske, starejše ženske, ki odrejajo človeško življenje s pomočjo nitke volne. Kloto na koncu, Kloto, Lachesis in Atropos na koncu. To so 3 mojre, 3 usode, ki prirejajo nitko, odrejajo dolžino in potem pa tista tretja odseka dolžino človeškega življenja, vsakega človeškega življenja. Druga takšna zgodba je Ariadna. To je tista kretska princeska, ki jo je Tezej vzel s sabo, ko je zmagal Minotavra v labirintu na Kreti. In je to uspel zahvaljujoč Ariadnini inteligenci. Ariadna mu je namreč na začetku labirinta dala klopček volne. In je on tako, zahvaljujoč volni, našel svojo pot nazaj. Ker problem ni bil samo ubiti Minotavra, ampak priti nazaj iz labirinta. In on je to uspel zahvaljujoč Ariadni. In pa tretja je zgodba o Arahni, ki je morda še kulturno najbolj zanimiva. Arahna je bila smrtnica, smrtna ženska, ki se je odločila tekmovati z boginjo Ateno v tkanju. In boginja Atena je naredila tapiserijo, se zdi, z dogodki iz življenj bogov, ki so seveda vsi veliki, veličastni, izjemni in tako naprej in tako naprej. Na drugi strani pa je Arahne naredila čisto drugačno tapiserijo. V njoj je prikazala bogove z grehi, ki jih delajo, z napakami, z vso, če hočete, nečmirnostjo bogov in tako naprej. Čisto drugačna vizija življenja bogov. In jo je boginja Atena v besu ubila. In je iz Arahne nastala žival pajk. In antični filozofi so oboževali pajka. Zaradi tega, ker to tkanje, pajkovo tkanje, ni vodoravno in horizontalno vodoravno, ni urejeno, ampak je struktura, ki se začne iz centra in potem gre naokrog. To je prava struktura misli, to je cirkularnost, to je iskanje argumentov, to je iskanje možnosti, teoretičnih možnosti. Zaradi tega so filozofi res visoko cenili pajka. Torej, ta situacija volne je izjemno zanimiva, kar nam kaže, napoveduje tudi zgodovino volne, ki se bo nadaljevala v pojmu pisave. Pisava je pravzaprav tkanje besed. In zelo pogosto označuje avtorja, in ne samo avtorja, pravzaprav veliko več avtorico, ki je tkanje blizu, to je aktivnost, ženska aktivnost, in ki ob tem, ko piše, pravzaprav dela določeno tkanje. Nekatere delajo horizontalno, nekatere pa res cirkularno,
zanimivo tisto, kar so v 70. letih francoske filozofinje imenovale ženska pisava. Tista cirkularna pisava, ki se dotika detajlov in šele potem gradi nekakšno jezikovno narativno strukturo, ki je drugačna od tiste, recimo, mainstreama. To so vse aspekti volne, ki so bili izjemno zanimivi zame in zaradi tega sem se potrudila, da celo poglavje posvetim etimologiji besede volna, ki je indoevropska beseda, in pa morda obstajajo tudi druge možnosti, in to zgodovino, etimološko zgodovino in semantično zgodovino besede sem posebej obdelala. Ta del ne bom zdaj omenjala, ker je preveč kompliciran in nima nobenega smisla in je veliko boljše prebrati ta tekst, kot da se kar tako površno sliši. Potem je pa tisto, kar je zame bilo izjemno zanimivo, je, kako se ta miturgija volne nadaljuje tudi v krščanstvu. Seveda na eni strani je miturgija Jatnjeta, njegove nedolžnosti, žrtvovanja, metaforike, simbolike, ki ga povezuje z Jezusom in tako naprej. To bomo tudi pustili, kar je preveč dobro znano. Mene je zanimalo nekaj drugega. In to je ta pravzaprav linija narodnih zgodb, laičnih zgodb in predstav pojav na slikah. Eno je tisto, kar je privleklo mojo pozornost, je slika iz nizozemske slikarske tradicije 14. stoletja, kjer vidimo Mati Božjo, ko sedi in plete za malega Jezusa, ki je otrok. In pa prihajajo gostje, ona pa plete in to plete 4 iglami in to je res pravi način, da se izplete nekaj za otroka brez šivanja, brez šivov. In ta obleka, Jezusova obleka je potem imela tudi svojo miturgijsko zgodovino, ta obleka, ki raste skupaj z otrokom in ki je potem po njegovi smrti, to je ta obleka, ki se predaje iz roke v roko in cela veriga različnih zgodb, krščanskih zgodb je povezana s to obleko za malega Jezusa, ki jo je ona izpletla. Druga je res taka poetična vizija Matere Božje, ki sedi na nebesih in plete. In pa potem nekatere niti padajo na zemljo in izgleda kot sneg v pozno poletje. In to je pojav, ki se dogaja v Franciji, ampak tudi v drugih krajih, ki se točno tako imenuje Marijine nitke in predstavlja pravzaprav, realno je vmes en pajek. En leteči pajek, ki svoje niti res pušča v zraku, ko leti z enega mesta na drugo, z ene pozicije na drugo. In to res izgleda kot sneg. Tako da imamo naravni pojav in obenem pa zgodbo o Mariji, ki gor sedi in plete, kar je dolgcajt. Ali pa kakorkoli že, je podoba res poetična, nežna, že spet neka ženska podoba, ki povezuje tistega pomembnega pajka, to žival, ki plete, ki tka določeno zgodbo, določeno idejo z argumenti in tako naprej, torej tistega filozofskega pajka iz antike. Torej, ves ta material je bil izjemno izzivalen, tako da sem se morala precej namučiti, da sistematiziram nekako ta material, da ga organiziram po poglavjih, ki objemajo določene fenomene, ki so najbolj prisotni v tem področju življenje in smrt, potem pa miturgija, potem pa spolne razlike, ki sem jih že omenila, in pa potem seveda tudi tisto, kar se dogaja, ko ta druga revolucija pravzaprav spremeni popolnoma način proizvajanja in ne samo način proizvajanja, ampak spremeni človeške odnose. Tukaj sem vzela dva zgodovinska dogodka, res dogodka, kar sta bila kratka, samo nekaj let,
nekega dogajanja oziroma uspeha. In to gre za grško vas Ambelakija in gre za srbsko vas na planini Zlatibor, Sirogojno, kakšna 2 stoletja pozneje. Zakaj gre? Ambelakija so vas v planinah in v določenem trenutku konec 18. stoletja, proti koncu 18. stoletja, zaradi administrativnega urejanja v Osmanskem cesarstvu, to področje nekako dobilo malce več avtonomije. Ali, če hočemo bolj precizno povedati, je osmanska oblast imela malo interes za te kraje. Oni so pa imeli neverjeten potencial in ta potencial je bila volna. Torej, začeli so proizvajati rdečo tkanino, barva je bila skrivnost vasi, izjemno dobro rdečo tkanino, zanimive barve, ki jo je potem Avstrijsko cesarstvo kupovalo za hlače svojih vojakov, za uniforme. In je trgovanje bilo tako uspešno, da so iz Ambelakija pač potovale karavane do Dunaja in prinašale to rdečo volno, to rdeče sukno za hlače avstrijskih vojakov. In je uspeh bil tako velik, da so vaščani organizirali na Dunaju svojo banko in jo je vodil določen Mavros, v grščini črn, in je seveda svoje ime prevedel in je postal Švarc. Torej, banka Švarc je delala za vas, za Ambelakija. V vasi so zaradi te izjemne materialne situacije, v katero so padli pravzaprav, popolnoma spremenili družbeno življenje v vasi. Uvedli so šole za dekleta, uvedli so gledališče, uvedli so nekakšno demokratično samoupravo. Torej, svoj produkt so skupaj prodajali. Oni so organizirali svoj trg, urejevali odnose, urejevali administrativne odnose vseh proizvajalcev in tistih, ki so bili kupci. Torej, izjemno zanimiva sprememba, ki se je zgodila pravzaprav nekako skoraj istočasno s francosko revolucijo, ampak to ni bila krvava revolucija, to je bila organizacija ene vasi, izjemno uspešna. In to je trajalo nekaj let, medtem so zgradili prekrasne hiše s kamenito osnovo in potem pa leseni dodatki. Hiše so tudi slikami, recimo panorame Carigrada in tako naprej. Torej, če hočete, precej luksuza, ampak recimo te hiše imajo tudi skrite omare za orožje, za vsak primer. Torej, izjemno zanimiva družbena situacija, ki je trajala vse do tistega usodnega trenutka, ko so v Angliji začeli uporabljati stroje za tkanje. To je bila industrijska revolucija, tekstilna revolucija in Ambelakija seveda, ki niso proizvajale tako hitro in tako poceni, so pač morali propasti. In če danes, če bo možno, če boste šli v Grčijo, se izplača na koncu te klisure Tembi, iti v Ambelakiji, videti, kar je vas pravzaprav muzej, danes še zmeraj muzej z vsemi temi zgradbami, slikarijami, z vsem tem, kar je ostalo iz kratkega zlatega obdobja. Drugi primer je zelo podoben pravzaprav. Nekje v 70. letih prejšnjega stoletja je neka menedžerka dobila idejo, da pletilje iz vasi Sirogojno na planini Zlatiboru proizvajajo puloverje, žemperje, jope, ki bi bile dizajnerske z različnimi motivi, narava, planina, rožice in tako naprej. In da bi to bil produkt, ki bi bil zanimiv morda tudi za tuj trg. Zanimivo je ob tem to, da niso pletle volno svojih ovc Zlatibora, kar je bila slaba.
ampak so uvažali volno z Islanda, že pripravljeno za pletenje v naravnih barvah, in potem so domačo volno v različnih barvah izkoriščali samo za vezenje po izpleteni jopi, puloverju in tako naprej. In to je trajalo nekaj let. Posledica je bila, da so kmetice postale bogate, da je ta zadeva res prišla na odprt mednarodni trg, da so se ti puloverji iz Sirogojna, prišli so tudi do Slovenije, mnoge ženske se bodo spomnile, da so jih nosile in tako naprej. Že spet, ko je prišlo do spremembe družbenega sistema, je ta zadeva propadla in je ni več. Puloverji pa ne trajajo tako dolgo, tako da jih se še zmeraj spomnimo, posebej bedni so bili, ko dežuje. Ampak na drugi strani, ja, imeti volno na sebi, ko dežuje, izjemno zdravo in vas drži v veliko boljšem stanju, kot če bi imeli kakšen bombaž na sebi ali nekaj takega. Ta dva primera so izjemno zanimiva. Zanimiv je tudi primer iz 15. stoletja iz Firenc, kjer je pravzaprav prišlo zaradi volne in tkanja do prve socialne revolucije, prave socialne revolucije, ko so se delavci pobunili v trenutku, ko so Firence proizvajale luksuzne plašče, volnene plašče za celotno Evropo. In to je bila marka luksuza, ki so jo res samo bogati lahko sebi privoščili. In na drugi strani je pa ti, ki so volnene produkte prodajali, so izkoriščali delavce, najbolj revne prebivalce Firenc, na ta način, da ni bilo recimo skupnosti delavcev, ki bi bili zaposleni, ampak so bili pravi prekarci. In zaradi prekarstva so se uprli. Treba misliti na to, kako prekarci trpijo in da pač dolgo stanje prekarnosti izziva upor. To je bilo obenem v obdobju Kube in vse to je izzvalo precej močen upor. Nažalost, Firence so bile pravzaprav v rokah teh delavcev, ki so se imenovali čompi, in nažalost se je končalo s tem, da je en od voditeljev čompov izdal svoje sodelavce, svoje prijatelje, in so aristokrati že spet zavzeli oblast in seveda proizvajanje luksuzne volne. Že v tem času Firentinci niso proizvajali oziroma jemali volno iz svojih krajev, ampak so jo uvažali iz Španije in potem pa tudi iz severnih krajev Evrope, ki so zelo hitro postali izjemno uspešni proizvajalci surove volne. In ta surova volna je prihajala iz Anglije, iz Irske, iz skandinavskih krajev, tako da so uvažali volno, ki so jo potem predelali v najbolj luksuzne plašče v Evropi. Ko smo že pri tej predelavi, potem pa pridemo še do nekaterih aspektih volne, ki so izjemno zanimivi. Že v antiki je bilo znano, da nusprodukti volne so lahko medicinsko zelo uporabni. Torej tisto, kar se nakopiči na vodi, v kateri se volna pomiva, tista mast, ki se nakopiči na vodi, je lahko zdravilo. In to je bilo zelo uspešno zdravilo. Dolgo časa je proizvajanje volne pravzaprav v veliki meri bilo odvisno od količine te masne materije, ki se ohrani ali se popolnoma izčisti iz volne. En primer, recimo avstrijski loden, zeleni plašči in zelene obleke, volnene obleke, so pravzaprav nastale prav iz volne, ki ni bila očiščena od maščobe, in zaradi tega so ti kosi obleke izrazito impermeabilni, ne puščajo vodo in so zelo koristni za seveda alpsko klimo. In še nekateri primeri so recimo valjanja, ne tkanja, ampak valjanja volne, kot se recimo dela še danes za klobuke. To je ta postopek. In šele v sodobnih časih so odkrili na novo tisto maščobo,
in njene možnosti v kozmetiki. In tako se je začelo z uporabo lanolina. Lanolin je danes osnovna sestavina praktično vsake kozmetične kreme. Skoraj da ni več te proizvodnje brez lanolina, brez te osnovne zadeve. In če najdete v lekarni lanolin in druge sestavine in si najdete kakšno knjigo, ki vam pojasni, kako lahko doma pravzaprav izdelujete vse kreme, ki jih hočete. Torej, lanolin je izjemno zanimiv in nas pravzaprav vrne na tisto temo, ki sem jo omenila na začetku, in to je odnos telesa in volne. Na ta način, da smo pravzaprav z volno, z lanolinom, ki je tudi proizvod volne, proizvodovce, v intimnem kontaktu vsak dan. Ni mila, ni kreme, ni šampona, v katerem ni lanolina. In seveda ruž, ki ga dajemo na usnice, je tudi lanolin, predvsem lanolin. Torej, mi imamo ta odnos, telesni, intimni odnos z ovco, z živo ovco, tudi vsak dan, ne da bi o tem posebej premišljevali, ne da bi mislili o volni. Ampak mislimo o lanolinskih produktih, ki so tako pomembni. Revolucija v lanolinskih produktih se je zgodila na začetku 20. stoletja, ko sta dva judovska znanstvenika v Nemčiji odkrila, kako narediti uspešno emulzijo. Ne samo, lanolin ni tako enostaven za obdelavo, ampak danes pa lahko. Torej, ta postopek, ta kemični postopek, da se naredi uspešna mehka emulzija, ki se lahko nanaša na kožo, je pripeljala do prve sodobne kreme, ki ima lanolin, ampak je izjemno enostavna in lahka za nanašanje, za uporabo. To je seveda Nivea. Nivea pomeni snežna. In seveda nam takoj kaže na rasno podlago, to je za bele ženske namreč, ne. Ampak iz Niveje je potem, pozneje z eksperimenti, so prišli tudi do osnove, ki se imenuje eucerin, ki je danes v veliki uporabi, ki tudi omogoča emulzivnost. To je tisto, kar je zelo pomembno za kozmetične preparate. Torej, lanolina je del našega vsakdanja. Ovca je že spet, tudi če ne nosimo volne, ona je del našega vsakdana. In ko mislimo o volni in o uporabi volne in o mitih, ki se nanašajo na volno, je eden, ki je ostal vse do danes. In to je mit o rdeči preprogi, ki se danes uporablja slavnostno za festivale, za politike, za slavne osebe, ki prihajajo na določeno luksuzno mesto, kakšno palačo, sprejem, kakorkoli že. In pa ta rdeča preproga pravzaprav se prvič v kulturni zgodovini Evrope pojavi v Aeschylovi tragediji Agamemnon. Agamemnon je, kot se spomnite, vojskovodja, ki prihaja iz Troje kot zmagovalec in sabo prinaša tudi svojo konkubino in sužnjo Kasandro, ki ima usodo, da vse, kar ona prerokuje, je resnica, ki nihče ne verjame. Trojanska princeska drugače. Agamemnon prihaja domov v palačo v Mikeni, njegova soproga Klitemnestra pa je medtem sebi našla ljubimca, zase našla ljubimca, Egista, z njim vlada v Mikenah in se odloči, da svojega soproga ubije. Zakaj ga pravzaprav ubija? Ubija ga zaradi tega, ker je Agamemnon ubil hčerko Ifigenijo. Žrtvoval je hčerko Ifigenijo, da bi Grki nasploh dobili veter od boginje Artemide, ki se je počutila zverjena z njegove strani, in da bi odpluli v Trojo, in žrtev, ki jo je Artemida zahtevala, je bila Ifigenija.
in je Agamemnon na prevaro poklical Klitemnestro iz Miken s hčerko, z obrazložitvijo, da jo bo poročil z največjim grškim junakom Ahilom. To je seveda bila laž in je deklica pač jo je ubil, ampak se ona, njo je Artemida rešila. Tega pa Klitemnestra ni mogla pozabiti svojemu soprogu in ko je Agamemnon prišel, je pred njega odprla rdečo preprogo in ga ljubeznivo povabila v palačo in potem, ko se je on kopal, ga je ubila. Tako da ta rdeča preproga označuje nekako počast, ki je pravzaprav lažna, za katero se skriva. To je pravzaprav sled krvi, ki ga beremo dosti jasno. Kako je to prišlo v to slavnostno področje, v ta slavnostni kontekst danes? Ja, seveda skozi aristokratske tradicije in seveda običaj, da ta visoka noga kralja, aristokrata se ne sme dotikati zemlje in tako naprej. Različni tabuji, različne zgodbe, ampak v osnovi ostaja sled krvi, ki je tako pomemben. Torej, Volna je res imela celo serijo različnih zgodb, ki so se tako kot pajčevine širile po različnih srenjah, po različnih področjih, po različnih naracijah in je zanimivo imela tudi te osnove za socialne revolucije, za spremembo družbenega položaja, najbolj revnih, prekarnih, žensk in tako naprej in tako naprej. Ostaja še en pomen Volne, ki je izjemno pomemben, metaforičen, seveda omenila sem ga na začetku in to je ženska pisava, to pisanje žensk. Na začetku smo imeli zgodbo o Penelopi in to naj bi bila tkanje in pletenje sta aktivnosti, ki jih izvajajo ženske, neporočene, kot nekakšen izpit, ženske profesionalizacije, da so pač sposobne in pripravljene za poroko in za zakonsko življenje, in na drugi strani žensk, ki obvladujejo družino, družinske odnose, ki urejajo, ki pravzaprav proizvajajo obleke. Nikoli ne pozabiti, da vse do industrijske revolucije, do začetka 19. stoletja in pravzaprav do globoko v 19. stoletje, ljudje niso kupovali že narejenih oblek, ampak so jih izdelovali doma in to so izdelovale ženske in otroci. Torej, ženska je od antike pa naprej bila obvezna obleči svojo družino, torej ne samo kuhati, pripravljati, ukvarjati se z otroci, ampak tudi obleči vse. In je bilo ključnega pomena, da bo izpletla in iskala dovolj tkanin in dovolj oblek za vse, da bi preživeli zimo, da bi se pokrili, da bi živeli bolj komod, z več komoditete, z več toplote, ki je bila tako nujna. Torej, vse to je bila dolžnost žensk in otrok. Torej, gre za razpon dolžnosti, ki gredo od najbolj revne ženske do kraljice. Kraljice so tudi pletle in tkale, da bi pokazale, kako obvladujejo že spet družino in vse ostalo. Tako da nakup oblek je čisto nova zadeva, ni starejša od stoletje pa pol nekaj takega. In pa seveda ta dogodek, nakup že narejenih oblek je tudi določena revolucija. Seveda z njo so prišle tudi navade, ki so predvsem potrošniške navade in mi brez kakšnega koli občutka krivde ali zavesti nosimo poceni majice, ki so jih še bolj poceni, 10-krat, 100-krat bolj poceni izdelovale ženske in otroci nekje v Indiji, v Pakistanu, v Bangladešu in tako naprej. Tudi o tem je potrebno premišljati, ko govorimo o oblekah. Sicer gre v glavnem za bombažne izdelke, ampak tudi volna je v igri. Torej, ženska je nekako zgodovinsko povezana s tkanjem, s pletenjem, ona je ta, ki to upravlja. In je ta metaforika tkanja ene celice do druge celice pravzaprav zelo podobna pisavi. Urejevanju
črke, urejevanju besed, urejevanju celotnega teksta. In seveda so ob tem pa morda še najbolj dragoceni tisti primeri, ko so ženske res izvezle, izpletle, iskale tekst. Tako kot nesrečna Arahne in so nekaj s tem povedale. In zaradi tega ta povezava ženske pisave in tkanja oziroma pletenja. In zelo dober primer srednjeveškega odnosa do tkanja, pletenja, aristokracije, ženske pisave in ostalega predstavlja pokrov, ki ga je izpletla monahinja Jefimija v 14. stoletju in malce pozneje po smrti Lazarjevi. Oziroma po Kosovski bitki, ko je družina, ki je obvladala tisto zelo, zelo majhno področje okrog Kragujevca, to je bilo edino, kar je ostalo od Srbije, pravzaprav, in je na bitki, pravzaprav, v bitki so umrli pravzaprav vsi moški, predvsem pa plemiči. In potem so na oblasti ostale dve ženski. Ena je bila Lazarjeva vdova, Milica, drugo pa je bila Jefimija, katere soprog je umrl v bitki s Turki, so ga Turki ubili, kakšnih 20 let prej. In je ona kot nuna, kot monahinja, živela pri svojih rojakih, pri Milici. In pravzaprav, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, da sta dve ženski, nuni, monahinji, postali vladarki. Milica je seveda takoj potem, ko je postala vdova, postala tudi nuna, to je bil običaj. In torej te dve nuni sta morali misliti o tem, kako upravljati z državo, v kateri so moški izginili. Jih ni bilo več. Ostale so pravzaprav pretežno ženske. In za te ženske so one morali skrbeti in obenem za državo. In sta bili izjemno sposobni. Ustanovili so mir s Turki, z Bajazitom, in to na ta način, da je Milica dala svojo hčerko Olivero za Bajazitov harem. In ona ni bila samo konkubina, ampak je bila priljubljena. To je bila ljubezen. Ona dva sta se imela rada. Turški hroniki seveda izjemno negativno pišejo o tem, kako je Olivera naučila Bajazita, da pije vino. Očitno sta uživala. In ta zveza je izjemno zanimiva, ker potem, ko je Timur Lenk ubil Bajazita, je Olivera prišla nazaj svojemu bratu in živela je v Srbiji in pri svoji sestri v današnji Črni Gori. Tisto, kar je še zanimivo, je, da so vsi nekaj napisali o svojem očetu Lazaru, oziroma soprogu Lazarju. Sin Stefan je napisal pesem, ki je danes še zmeraj na spomeniku padlim v Kosovski bitki na Kosovem polju, danes na Kosovu. In pa Milica je tudi napisala eno molitev za Lazarja, Jefimija je napisala molitev in jo je potem izvezla. Na purpurni osnovi, žametni osnovi, z zlatimi črkami, in ta pokrov je danes v Narodnem muzeju v Beogradu. To je pa res prava ženska pisava. Imate izraz ženske, ki piše svojo poezijo, ona je bila pesnica drugače, in pa piše svoje občutke po smrti Lazarjevi. Lazar je bil njen zaščitnik. In tisto, kar je zanimivo, je, da ta stil, v katerem je ona pisala, se v književnosti, srednjeveški književnosti imenuje pletenje sloves. Torej, črke, besede pletemo v določene ornamente in to je pravzaprav poezija. Izjemno zanimivo stališče, ki se, kot sem rekla, ki ga najdemo v francoski teoriji ženske pisave v 20. stoletju, v 70. letih pri francoskih filozofinjah. Torej, konkreten primer, kaj je ženska pisava oziroma ženska poezija tudi v tem primeru. In ta primer ga lahko še zmeraj vidimo, kar je seveda čisto izjemno. Torej, vsi ti aspekti volne so proizvedli, če hočete, antropologijski leksikon, antropologijsko
antropološko enciklopedijo, ki seveda s tem, kar sem jaz napisala v tej knjigi, ni izčrpano. Je še veliko in jaz zelo pogosto najdem še kakšen primer, kako je volna delovala, kako je mitologizirana, kaj je vse uporabljeno iz metaforike volne, kako so ženske iz volne izvlekle svoj položaj, socialni položaj, tudi svoj upor v eksploataciji in tako naprej. Eno posebej zanimivih primerov je, kako je volna se razdelila po spolih in kako je to izgledalo v tem trenutku, ko se je že pripravljala industrijska revolucija. Gre za en aspekt proizvajanja, ki je imel izjemno dober trg. To je bilo pletenje nogavic za moške. Nogavice so bile nujni del moške obleke in so najbolj cenjene so bile seveda iz svile. In za to pletenje moških nogavic so se specializirali moški. Ženski so pletle volnene, bombažne, druge nogavice za domov, bi rekli. Posebej ceh je obstajal moških v Evropi, ki so pletli tiste najbolj fine nogavice za moške, ki so bile seveda drage, ki so bile na nogah vseh znanih in visokega rodu ljudi in tako naprej. Torej, ta razlika je bila tako izrazita, da je v proizvajanju moških svilenih nogavic prišlo do zelo hitrih sprememb v tehnologiji. Ena od teh sprememb je morda za nas posebej zanimiva. Gre namreč za izum nekega tekstilca, žakara, danes se tako imenuje tkanina, ki ima določene ornamente. Torej, kaj je žakar naredil? Žakar je izmislil stroj, ki avtomatsko izdeluje po določeni matriki, matematsko urejeni, izdeluje vzorec. Tako da vpelje se nitka, svilena ali več nitk in se potem iz teh nitk proizvaja nogavica z vzorcem in druge tkanine z vzorcem. In seveda je sistem s kartonskimi šablonami bil tako uspešen, da je potem so ga uporabljali tudi za druge tekstile, predvsem za volno in za drugo proizvajanje, za poceni tapiserije in tako naprej in tako naprej. Torej, žakarov model ni imel samo vpliva v industriji tekstila, ampak je to pravzaprav osnovni model za funkcioniranje kompjuterskega čipa. To je šablon, skozi katerega s pomočjo določene energije, električne, se pač proizvaja določen obrazec, določen vzorec, ki potem v množici različnih drugih vzorcev proizvaja določene informacije, opravlja določene matematične akcije in tako naprej in tako naprej. Torej, v tem smislu je tekstilna industrija pa res imela ogromno različnih vej delovanja, ogromno različnih področij, v katere se je umestila in pravzaprav vsakem od teh področij zahtevala nove tehnološke rešitve, nove izume, nove ideje, nove možnosti tehnološke in tako naprej. Torej, v tem smislu je volna pa res izzivala tehnologijo, izzivala revolucije, torej tehnološke prvo, pa potem tudi socialne, ki so sledile temu. Kompjuterska revolucija, vemo, kaj je prinesla. Naše znanje je danes organizirano v glavnem po tem sistemu, rekla bi, če hočete, po žakarevem sistemu, ne pa po Arachninovem sistemu. In to je morda tisto, kar res manjka v našem načinu pridobivanja znanja. Mi smo navajeni na določen sistem pridobivanja znanja, pozabili smo pa druge načine pridobivanja znanja, kot je recimo to cirkularno grajenje argumenta. In to je tudi naš problem. Naš problem je predvsem v tem, da to ogromno bogastvo kompjuterskega znanja ne izkoriščamo, ne beremo, ne iščemo dovolj podatkov, ne služimo se dovolj v tem, da se učimo, ampak se nažalost v glavnem služimo s tem, da se igrajčkamo. Torej,
je problem tudi v Žakarovi osnovi, ampak problem je potem tudi, da pozabljamo arahnin način, centralno strukturo, cirkularno strukturo, ki je izjemno pomembna in to ne samo za humanistiko. Nasprotno, izjemno je pomembna tudi za druge znanosti, za matematiko, kemijo, fiziko, astrofiziko in še cel kup različnih znanstvenih področij, ki so povezana z argumentacijo in z nujnostjo, da se argumentacija organizira tako, da je preverljiva, prepričljiva in uporabna. In to pravim, ne velja samo za eno znanost, ampak praktično za vse znanosti, ki jih imamo. Torej, če hočete, je položaj volne tako širok, tako prisoten, tako za vse uporaben, da je skoraj razumljivo, da je pletenje oziroma tkanje imelo svojo zgodovino tudi zunaj industrijske revolucije. Tudi zunaj uporabe tekstilov, tudi zunaj mode, ki je zelo pomembna seveda. Svilene nogavice so recimo zamenjale, ampak predvsem za žensko populacijo, nekako ne za moške, razen v izjemnih okoliščinah, so zamenjale najlonke, ki so bile izjemna dragocenost po drugi svetovni vojni v Evropi predvsem, proizvajali so jih v Ameriki. In seveda je še ena vloga pletenja, ki je posebej pomembna zaradi tega, ker v istem času razvija pokornost žensk oziroma ugotavlja pokornost žensk in na drugi strani prinaša emancipacijo ženskam. Zakaj gre? Gre za pletenje, ko država to zahteva, torej za vojno. Že v ameriški vojni za neodvisnost so ženske množično pozivali, da pletejo za vojake. In imamo ilustracije v časopisih, fotografije, kot veste, še ni bilo tako široko. Ženski pletejo v klubih, ki pripravljajo obleke za vojake. Ne pozabi, da recimo začetek romana v Vrtincu je, kako ženske sedijo, pletejo in ena bere Davida Copperfielda. Torej, to je ta situacija, v kateri ženske delajo za domovino, za eno stran v vojni, za družbo, za nekaj splošnega, našega in tako naprej. In pravzaprav se je zadeva ponovila v vsaki sodobni vojni, ki jo poznamo. Med Prvo svetovno vojno, čeprav so samo regularne vojske bile na bojišču, so ženske to delale za vojake in pa potem seveda med Drugo svetovno vojno, posebej v naših krajih, so ženske delale za partizansko vojsko in tako naprej. Torej, pripravljene so delati vsaki priložnosti. Danes za reveže, za žrtve naravnih katastrof, povsod. Torej, ženske so zmeraj pripravljene z iglami, sedijo in čakajo, da nekaj koristnega naredijo. Ampak to ženske, ki sedijo skupaj in pletejo, in o tem govori izjemen dokumentarec Alme Lapajne, govori o bosanskih ženskah, ki sedijo skupaj in pletejo. In ob tem, ko pletejo, se pravzaprav oblikuje neka neodvisnost, neka njihova nova identiteta, nek novi socialni položaj in tudi ženska samozavest. Je veliko moških, ki športno plete, sploh ni vprašanje, ampak to, če hočete, ciljno pletenje, ki od ženske naredi novo osebnost, ki jo osami z drugimi ženskami in omogoča pogovore, ki drugače niso možni v mešani družbi, zelo pogosto niso možni, posebej v patriarhalnih srenjah. Torej, ta svoboda, ki jo dobijajo, odgovornost, dolžnost in obenem svoboda, ki jo dobijajo, je nekaj neprecenljivega. Ker v tem smislu ženske pokažejo svojo kreativnost, raziskujejo ostanke, reciklirajo in tako naprej. In je zanimivo to, da je ročno pletenje
pravzaprav skoraj bilo pozabljeno vse do začetka 80. let, ko je kar naenkrat ta šport, pletenje, postal popularen. Popularne so postale knjige, ki pojasnjujejo, kako se plete. Postale so popularni centri, kjer lahko kupiš volno, izmenjava modelov, muster, vsega, kar je povezano s pletenjem, je postalo nekaj, kar najdete danes na internetu v ogromnih količinah, torej izplača se pogledati, kaj se vse najde in kaj je vse možno. In je zanimivo, kako ta svet žensk, ki pletejo, in svet tkanja in pletenja, sploh ni izgubil svojo privlačnost in svojo koristnost. Danes pa v času krize, ki je zdaj že izjemno prisotna, bo še bolj prisotna v prihodnosti, je pletenje eden od načinov ne samo skrbi za človeško telo, ampak je tudi možnost socializacije, ki se lahko vrne v tiste čase, ko so ženske res otroci same pletle doma in prinašale in oblekle celo družino, okoliščino in svojimi pomagalkami različnimi, služkinjami, sužnjami in tako naprej, pravzaprav lahko oblekle celo familijo, ki je podrazumevala tudi te sužnje in služkinje. Torej, to pa je vsakič je pletenje, žensko pletenje in tkanje, trganje določenih razrednih norm. In tkanje pomeni tudi to. Ustvarjanje solidarnosti žensk, ustvarjanje socialne enakosti žensk, ki sedijo skupaj in pletejo, ustvarjanje situacije, v kateri one kontrolirajo proizvajanje, kontrolirajo ceno, kontrolirajo cilj, kontrolirajo uporabnike, kontrolirajo pravzaprav vse, je neko pridobivanje avtoritete za ženske, ki je danes še zmeraj tako pomembno, ker pravzaprav živimo še zmeraj v patriarhalni družbi. Zaradi vseh teh aspektov se mi je zdelo, da si volna zasluži precej minucioznega znanstvenega dela, proučevanje ustne in pisne tradicije, proučevanje odnosov z živalmi in nekako promoviranje tudi ideje, da bi bilo dobro, ko bi živalmi imeli odnos, ki se ne končuje smrtjo enega. In proizvajanje volne je, oziroma proizvodov tudi iz mleka, mlečnih produktov, je točno ta linija, seveda s tem, da spoštujemo, koliko je potrebno za mladunce, koliko je mleka potrebno mladunce. Na drugi strani pa recimo veganska linija zahteva, da se hrana, ki jo živali imajo za svoje mladunce, ne uporablja za ljudi. Tudi to ima svoje argumente in svoje zelo, zelo močne razlage. Tisto, kar je potrebno, je enostavno, da o tem premišljujemo in da se odločamo. In seveda v tem odločanju jasno, da je življenje zmeraj boljše kot smrt, da ni nobenega dvoma. In v tem smislu je tako dragoceno in tako pomembno, da se dotikamo volne, da pletemo, da izkoriščamo čas, ko smo recimo pred televizorjem, da uporabljamo tisto, kar je ostalo doma, da paramo stare zadeve, razparamo stare zadeve in naredimo nove, da razveselimo sebe in druge proizvodi, ki so topli, ki so pristni, ki so udobni za telo, ki ne raznašajo bolezni, ki nam pomagajo, da se ne prehladimo in tako naprej in tako naprej. Seveda ne bom pač padla v banalnosti, čeprav so zabavne in so del vsakdanjika, ampak vsekakor je proučevanje volne področje, ki me še zmeraj zanima in morda bo še kakšen dodatek
temu, kar sem do zdaj napisala, še kakšen aspekt uporabe volne, ki ga morda še ne poznamo, kar volna je, kot sem že rekla na samem začetku, revolucionarna, odgovorna za 2 veliki revoluciji in morda bo sodelovala tudi v 3. Hvala vam.